Elektroenergetika predstavlja eno izmed temeljnih področij elektrotehniške stroke. Izobraževanje na tem področju obsega različne srednješolske programe, ki se nadgrajujejo na višjih in visokih šolah ter na fakultetah. Delo na tem področju za elektroenergetike in pa tudi druge kadre je izredno pestro in dinamično, saj je potrebno vsakodnevno in pa tudi strateško razmišljati in planirati, kako izkoristiti reko Sočo oziroma pritoke in na kakšen način povečati proizvodnjo v samem podjetju oziroma še nadaljne ukrotiti reko Sočo. Dijaki v času izobraževanja pridobijo širok nabor uporabnih znanj, kamor spadata tudi elektronika in računalništvo. Energetiki se v srednji šoli tako usposobijo za izdelavo in vzdrževanje električnih instalacij, strojev ter različnih električnih naprav, ki jih srečamo tako v stanovanjskih kot tudi v industrijskih objektih. V našem delu uporabljamo celo paleto elektroenergetikov, in sicer od višješolske izobrazbe do srednješolske izobrazbe. Višješolci, se pravi inženirji, skrbijo za planiranje in najučinkovitejši izkoristek vode za proizvodnjo električne energije ter za delo pri pripravi novih projektov. Študij energetike omogoča pridobitev poglobljenega strokovnega znanja iz elektrotehnike, informatike in organizacije z ekonomiko. S tem se slehernega diplomanta usposobi za zahtevnejša strokovna dela in odgovorno vodilno delo v timu strokovnjakov, specialistov. Drugo delo, ki ga izvajajo energetiki, je pri vzdrževanju in posluževanju elektronaprav. V bližnji in daljni prihodnosti ni zabat za ta poklic. Evropska unija zahteva od svojih držav, da v svojih proizvodnih planih imajo tudi izkoriščanje obnovljivih virov tako rekoč na prvem mestu. Okolje, v katerem živimo, je ena izmed največjih dobrin, kar jih imamo. Z gradbeništvom oziroma gradbenimi objekti, stavbami, cestami, mostovi, jezovi posegamo v prostor. Graditi moramo ustvarjalno in odgovorno. Zato poskrbimo z varstvom okolja, ki nadzoruje vse, kar se v okolju dogaja. Okrog 10% ekonomije vsake države je povezano z gradbeništvom. Zato je potreba po gradbenih poklicih stalna. Gre za zelo perspektiven, izjemno dinamičen in s polno izzivi povezan poklic. Le malo stvari se lahko primerja z zadovoljstvom ob tem, ko se izgradi, ko se sprojektira zahteven objekt, pa naj bo to most ali pa zahtevna tehnološka stavba. Obe panogi, gradbeništvo in varstvo okolja, zahtevata izobražen kader na vseh nivojih. Ustvarjalne, natančne, odgovorne, podjetne, vestne, saj sta odgovorni za eno naših največjih dobrin, okolje in prostor. Poklici v gradbeništvu, kot so zidarji, tesarji, pečarji, polegalci keramičnih oblog, izvajalci suhomontažne gradnje, kamnoseki, dimnikarji,
Strojniki gradbene mehanizacije, gradbeni tehniki in inženirji gradbeništva so vedno aktualni, pri gradnji, pri obnovi in pri sanacijah. Najboljši hitro postanejo podjetniki in zelo iskani obrtniki. Poklici iz 3-letnega izobraževanja sodelujejo neposredno pri gradnji objektov. Gradbeni tehniki in inženirji gradbeništva pa so usposobljeni za vodenje vseh del na gradbišču, za sanacije, vodenje proizvodnih obratov gradbenih proizvodov, sodelovanje pri projektni dokumentaciji, laboratorijskih preiskavah in upravnih dovoljenj gradbenih proizvodov. V skupini Primorje gradimo ceste, mostove, železnice, šole in stavbe vseh vrst. Skratka, gradimo svet okoli nas. Pridruži se nam. Gradbeništvo je vsekakor ena najlepših dejavnosti, ko vedno vidiš, kaj si ustvaril, zgradil, sprojektiral, obnovil ali polepšal. Pa če so to ceste, stavbe, železnice, vodovod, mostovi ali lepe hiše.